Lepo pozdravljeni v središču v novem podcastu Nove Slovenije. V njem boste dobili neposreden vpogled v delo stranke. Iz prve roke boste izvedeli, zakaj si prizadevam, kakšna so ozadja sprejemanja odločitev, kakšne so možne rešitve. Naš prvi gost je vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj, tema pa zelo vroča, odstop šefa policije Senada Jušića, kar je posledica pritiska, potem ko je Nova Slovenija nanizala težke očitke v interpelaciji proti notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju. Janez, pozdravljen. Lep pozdrav. Torej, skoraj 2 meseca je od vložitve interpelacije, prvi očitki šefu policije in ministru segajo še dlje nazaj. 2 meseca torej opozorili NSI-ja, opozicije, stroke, potem pa se oglasi Milan Kučan in reče, da bi bilo najbolje razpis ponoviti. Naključij ni. Potem je namreč dobil minister na mizo odstopno izjavo Senada Jušića. Mislim, da si pravzaprav že v svojem vprašanju odgovorila na to, kdo vodi vsaj to radikalno levo vlado Roberta Goloba in kdo daje pač tiste glavne usmeritve. Ja, jasno je, ampak mi smo svojo interpelacijo in s tem, da smo dejansko šli čez krog svojega vpliva, torej svojega političnega vpliva, povezali celotno opozicijo, lahko rečem, staro in novo, smo začeli ustvarjati ta pritisk, da je moral na koncu pač siva eminenca levice, Milan Kučan, dati ta ukaz, da je potem Robert Golob to razumel in Poklukar in da je Jušić moral odstopiti. Čeprav verjamem, da so to naredili zelo stisnjenimi zobmi, zato ker jasno je, da Robert Golob, pa tudi verjetno Milan Kučan v ozadju, potrebuje ravno tako policijo, kot sta jo Poklukar in Jušić skupaj sedaj ustvarila. Je pa to katastrofa za vse policijske pa policiste, ki so na terenu, operativci, ki se trudijo, ki so izgoreli, ker je premalo ljudi na terenu, premalo ekip in da se gre vodstvo policije take smešnice pravzaprav in smešenje ugleda policije je katastrofa. Interpelacija torej ostaja aktualna, priprave so v polnem teku, ker da bi se kaj spremenilo, torej ni dovolj da odstopi Jušić, ampak bi se moral umakniti tudi Poklukar. Poglej, to je sigurno odgovornost Poklukarja največja. On ni nič napravil za to, da bi se zadeve uredile takrat, ki je bil še čas. Recimo, ne vem, na CVZ-ju že dlje časa očitno stvari ne grejo v redu, ne. Pa varovanje te specializirane državne tožilke. In zdaj, nazadnje, ko so prišle še informacije glede teh igric, varovanje, nevarovanje celotne ekipe, sodnice, specializirane tožilke, drugih, ki delajo v tej zadevi Kavaški klan, kaže na to, da pravzaprav ne samo, da stagnirajo zadeve, ampak v totalni regresiji so. Torej vse gre navzdol, policisti in policistke nezadovoljni, vodstvo policije se gre pa neke svoje igrice. Vprašanje, kaj je vzadaj, zakaj rabijo tako šibko policijo? Poglej, še na levi strani v bistvu so nekateri zelo nezadovoljni. Poglejmo recimo Lindova pa Tatjano Bobnara, kak fajt vije Golob proti njima, jih skuša prikazati kot lažnivce in tako naprej. Vse to v tem kontekstu, ki sva ga prej na začetku dala, kaže na to, da nekdo, vemo kdo, Robert Golob, potrebuje šibko policijo, potrebuje policijo, ki direktno izvaja navodila in ščiti Roberta Goloba v njegovih tudi nepravilnostih in skrivanju pred organi pregona in to je problem. Zdaj si že malo pojasnil to tezo, da se je Jušić žrtvoval za politično preživetje Poklukarja in Goloba. V bistvu se niti ni žrtvoval, on je pač mogel odstopiti. Zdaj problemi ostajajo, kar se nas tiče. Mi bomo pri interpelaciji zdaj lahko v bistvu še bolj neposredno napadli tudi Poklukarja in njegovo vlogo in njegove nepravilnosti, ker pač problemi ostajajo, dokler bo on na položaju ministra. Pred Božičem se je enkrat usedel in se je slikal z vročo čokolado in je rekel, da je čas za vročo čokolado. Ne, minister Poklukar, ni čas za vročo čokolado, čas je za odstop, da se stvari začnejo urejati. Povejva v bistvu, zakaj mi je pomembno, o čem govori interpelacija. Zdaj v bistvu s tem, ko se je umaknil Jušić, je mogoče polovica ene točke deloma
odgovorjena, ne? Ampak v resnici to, da nadzorujejo, namesto varujejo varovano osebo, tožilko, ki preganja najhujši kriminal, predstavljamo si to, če prenesemo na vsakdanje življenje, da nam prisluškujejo na vsakem telefonskem klicu, ne vem, da nismo varni, ko hodimo po ulici, da spremljajo, s kom se družimo. Andreja, noter v interpelaciji je več točk. Meni osebno je najbolj katastrofalna ta, glede dogajanja z varovanjem in nadzorovanjem in sledenjem specializirani državni tožilki, ki preganja domnevne storilce v zadevi Kavaški klan. Dogajalo se je, oziroma zgodilo se je, da je ona ugotovila, da ji brez sodne odredbe, ko bi morali njo varovati, pravzaprav sledijo, nadzorujejo video in audio, njeno gibanje in da uhajajo informacije o njenem zasebnem življenju, tudi nepooblaščeno ven, kdo ve komu. Ona je sama v medijskem nastopu, na Tarči sem bil ravno gost takrat, ko so jo spustili, ki je govorila o tem. Meni pa vsem prisotni so šle kocine po koncu. Zato, ker je stvar tako grozna in nepredstavljiva, da si je pravzaprav, mislim, če ne bi slišali, ne bi verjeli. Ona je izpostavila tam, da lahko da so šle te informacije tudi tem kriminalcem. Lahko da so šle informacije k nekomu, ki ona ni všeč in bi to zbiral in uporabil na neki točki, ko bi jo hotel diskreditirati, zato da ji odzame legitimnost, pri vsem, kar počne. To je katastrofa, to spada v ene druge čase, v ene druge sisteme. To se v demokraciji ne sme dogajati in še posebej, ko je pa razkrito. Mi smo tamle na Tarči, smo bili različnih političnih barov, gostje in dejansko smo se vsi strinjali, da po tej Tarči zvečer, takrat bi morali leteti glave. Ampak niso, nič se ne zgodi, Ampak veš, kaj sem jaz pomislila ob tem, da mogoče je pa celo komu v interesu v policiji, da se nadzoruje potek postopka proti mafiji. No, sej, Kavaški klan, vemo, je povezan z trgovino z prepovedanimi drogami, kokaina je v Ljubljani ogromno, to že pravzaprav statistika, analiza odpadnih vod v Ljubljani kaže na to, da je poraba kokaina v Ljubljani velika in seveda to je treba zalagati. To so veliki denarji, to so nevarna ozadja in ta trgovina verjetno z njihovega vidika mora laufati. In kdorkoli bi se temu uspel upreti, je drezno v pomemben poslovni interes. In lahko, to je pa moja teza, da me ne bo kdo zaradi tega, ampak lahko, da je tudi kdo v policiji pač s tem povezan. Mislim, te dogodki, to, da so nezakonito, brez sodne odredbe, brez vseh podlag sledili in nadzorovali to specializirano državno tožilko, ki se s tem ukvarja, ti kaže na to, če malo zdravo razumsko potegneš en konc z drugim, rečeš, pismo, nekdo mora imeti interes, da to spravlja ven, da imajo informacije, da pač se ta trgovina čim bolj ohranja. Ampak namesto, da bi iskali odgovore, gledamo ministra, kako se oklepa položaja. Kako pije vročo čokolado, mislim, to je, lahko rečem, celo malo cinično, pa še nekaj je, ne vem, mogoče on sam, res še sam edini verjame, da dela dobro, ampak poglej. No, tudi predsednik vlade verjetno misli, da dela dobro in Poklukar in on sam, Predsednik vlade ne misli, da Poklukar dela dobro, misli, da vlada dela dobro, ampak ve, da Poklukar je pač tam zato, da izpolnjuje njegova navodila, da njega ščiti, ko pač se ne javlja na vse preiskave in tako naprej. Se vidimo, tu je cel krog sklenjen. Urška Klakočar Zupančič ne skliče naše opozicijske preiskovalke, tisto, ki jo je državni svet sklical, so prevzeli iz Svobode, torej ščitijo na vseh ravneh, na eni strani predsednika vlade z njegovimi posli glede elektrike, pa po Balkanu in tako naprej, na drugi strani pa zdaj vidimo, se pa potrebuje tudi policija za to, da pač ščiti more biti nekatera druga ozadja, ki sva jih prej razložila. Kar je še pomembno, je to, da v interpelaciji sva rekla je več točk, ta je zame najbolj pomembna, ampak noter so tudi take stvari, ki jih sigurno ti tudi ne bi verjela v 21. stoletju, da se lahko, 4 stražarske hišice za policiste, ki varujejo državne institucije, za skoraj 500 000 evrov. Čak malo.
a ne. Tako drage nepremičnine, na kvadratni meter je ni, a ne. O tem so Finance tudi pisali in tako naprej in drugi časopisi. Noter je tudi katastrofalno kadrovsko stanje v policiji. Noter je tudi že dolgotrajna neenakost med varnostniki, kriminalisti, ki varujejo politike, a ne. Od takrat, ko je nastopila mandat ta vlada, ko si je Robert Golob pomislil neko svoje privat varovanje. Se spomniš tega problema? To je še zdaj v tem smislu in tisti, ki so njega varovali, so v primerjavi z CVZ-jevci, ki varujejo pač ostale politike, v neprimerno boljšem položaju, imajo plačane vse dnevnice, vse kilometrine, vse, kako se temu reče, malice, dnevnice in tako naprej. Medtem ko CVZ-jevci tega niso dobili. Vse to je noter v interpelaciji izpostavljeno, pa ta katastrofalen javni razpis za nakup reševalnih helikopterjev, pa še druge stvari in mislim, da ni niti enega argumenta v prid Poklukarju in tule samo upam, ker zdaj je jasno, da je žogica na SD-ju pa Levici kot koalicijskih partnericah, da boste nadaljevali s tem pritiskom, ki sta ga nekako razumeli, sta naše sporočilo in naš pritisk prek interpelacije pri Jušiću. Zdaj morate s tem sam nadaljevati, ker drugače sta so krivi, so odgovorni, toliko pametni pa so, vsaj v SD-ju, da vejo, da če ne bojo tle šli proti tem, vse ne gre za Poklukarja osebno, gre za to, za te nepravilnosti, za to katastrofo. Če ne boste šli proti temu, sta so odgovorni. Dajva zaključiti hipotetično. Misliš, da se bo Jušić ponovno prijavil na razpis in vemo, da Poklukar seveda ni želel špekulirati, se je spretno izmuznil temu vprašanju. Kako bi si to lahko razlagali, se pravi, če se Jušić spet prijavi in kakšno sporočilo bi poslali javnosti, če bi bil po možnosti še ponovno izbran? Oprosti, da bom brutalno neposreden. Po mojih izkušnjah so tile zdaj včasih potegnejo tako nore poteze, da se zna zgoditi, da se bo Jušić celo spet prijavil. Čeprav je to skregano z vsako, bomo rekli, politično kulturo, strokovno, varnostno, policijsko, če hočeš, kulturo in tudi skregano s spoštovanjem neke integritete in antikorupcije. Ampak toliko norih potez smo videli zdaj v preteklih 2 letih, da ne dam roke v ogenj, da se ne bo Jušić spet prijavil, zato ker bojo oni hoteli dokazati, da pač izpolnjuje, smo vam rekli, da izpolnjuje te pogoje in ga bojo zdaj prepričevali, mislim, se grem staviti, da ga že zdaj prepričujejo, kar izpolni vlogo, da ima že vloge vse spisane in tako naprej. Bom presenečen, če se ne bo prijavil. Bova tukaj zaključila. Hvala za pogovor. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali, ki ste naju spremljali. Kmalu se spet srečamo. Nasvidenje. Adijo.